boj boja evropskega človeka za svobodo, za spoštovanje najštevilnih narodov in jezikovnih skupnosti. Kladoviški spomenik ni spomenik enobe, vendar je z nos tesno in krčevito povezan. Lahko trdimo, da je prav s tem sporočilom ta spomenik najpomembnejši. Gre v bistvu za simbol prvega antifasizma v Evropi, ki je nastal ravno na tleh Primorske, dežele, ki je prispevala največji krvni dar za svobodno Slovenijo. Spoštovani, Kladovica nas v svojo grobnost in volično vsebino vedno povezuje z vprašanjem o človekovih pravicah, o solidarnosti. Vodi nas k povezovanju med sebojno različnih, poznanja ideale demokracije in podpira prizadevanja za dostojno življenje posameznika. Izhajam namreč iz osebnega prepričanja, pa ni osamljeno, da sem že kot pripadnik manjšinske skupnosti trdo na nasprotnem bregu vsakratne diskriminacije, odločno in jasno proti vsemu, kar bi imelo nacionalistični predznak. Temelji naše delovanja pa so unija na vrednotah enakopravnosti in medsebojnega spoštovanja. Zaradi korenin, ki se jih spominjamo na vsakoletni kladoviški slovesnosti, se mi ni težko predeliti tudi do današnjih aktualnih tem, tako v Italiji kot v Sloveniji. Opredeljujem se proti diskriminaciji in se zavzemam za priznanje enakih pravic vsem državljanom, kar ne vključuje tudi trenutno aktualno vprašanje priznavanja izvanzakonskih zvez, pa vse do priznavanja istospolnih partnerskih zvez in pravice za poimenovanje biološke poroke. Naša družba mora namreč zagotavljati vsem državljanom iste civilne in socialne pravice, ne glede na njihovo osebno izbiro oziroma genetsko značilnost. Nekatera med izpostavljenimi vprašanji ko v današnjem svetu marsikje že danes. Kljub temu pa marsikdo pred tem dejstvom raje zatisne oči oziroma se vede kot noj. Drugi, kvazi intelektualistični argumenti neokusno nasprotujejo tem naravnim pravicam. Tretji pa celo skozi to prizmo težijo k načrtno spodbujanju sovraštva in ksenofobije. Izpostavljam omenjene teme pred kladoviškimi junaki v globokem prepričanju, da se v njihovem boju glasovanju zastari svobodna misel, boj za priznanje enakih pravic vsem posameznikom in skupnosti. Zato dodajam poziv Sloveniji, naj končno reši vprašanje izbrisanih. Italija pa ne razpleti vprašanje državljanstva otrok priseljencev rojenih na ozemlju italijanske države. Zaradi teh odprtih vprašanj sta namreč obe državi zapisani v črno knjigo Evropskega sodišča za človekove pravice. Spoštovani, v gospodarski in socialni krizi, v kateri se nahajamo, lahko kultura odigra posebno vlogo. Kultura z vsemi svojimi zvrstmi je tesno povezana z zgodovino slovenskega naroda in vedno, tudi v najtežjih trenutkih, je opravila svojo družbeno vlogo. Prepričan sem, da jo bo znala odigrati tudi tokrat. Profesionalna angažiranost v kulturnem domu v Gorici ni omogoča morda privilegirana razorna kota zaznava zanimive družbene pojave, ki se jasneje potrjujejo, da kultura postaja občutljiv magnet človeške osebnosti, pa je opažen vse pozitiven trend naraščanja obiskov posameznih kulturnih dogodkov, ne glede na to, ali so v slovenskem, italijanskem ali slovanskem jeziku. Iz tega izhaja logičen zaključek, da v kriznih trenutkih, kakršno priča danes, kultura ljudi privlači in dodatno povezuje. S skromnimi in golimi besedami igra svojo nenadomestljivo družbeno in socialno vlogo. Primorski dnevnik med dan za dnem in zjutraj pozdravlja in opozarja za izstopajoče vidnim živordečim vprašanjem. Kakšna usoda nas čaka? Ne gre le za vprašanje o delovanju edinega slovenskega dnevnika v Italiji. Vse naše kulturne ustanove,
se danes dušijo na pragu slepe ulice. Kultura je duševna hrana in vse nas, še posebej pa kulturne ustvarjalce in delavce, sili, da si jasno postavljamo vprašanje, za koga delamo, za koga ustvarjamo. Prepričan sem, da potrebujemo takšno kulturno druženje, ki nam to osebno bogatilo in potrebovalo temu, da spoznamo in privabimo v našo sredo nove, še posebej mlade ljudi. Če nas ne bo prekalila naša avtohtona kultura, se bomo pretalili in zlili v nekaj, kar ne bomo mi, in naša skupnost sedanjimi značilnostmi, ki lahko bogati tudi številčni narod, s katerim živimo na istem prostoru. Veliko prepričljivosti ste in boste, če v to, kar delate, tudi verjamete. S to mislijo ne želim odkrivati tople vode, pač pa hočem v tem nezabetivnem trenutku krize, v katerem se nahaja tudi kultura, brisniti dodaten elan kulturnemu dogajanju, umetnikom in ostalim kulturnim delavcem, saj svoje poslanstvo opravljamo prav v času, ko se skladuje potreba po stvarni dodatni vrednosti. Zato naj tudi ob današnji priložnosti na pragu nove kulturne sezone ponovim poziv proti neplodnemu, drastičnemu in nekritičnemu krčenju finančnih virov za kulturo. Kakšna usoda nas čaka? Naj bo vsem jasno, da umiranje kulture na obroke pomeni postopni družbeni samomor. To je dobesedno zelena luč, da zavozimo v vse ožjo slepo ulico, iz katere se je vedno težje zasukati v perspektivno smer. Poštovani, na gmajni izpred spomenika bazoviških junakom ne morem mimo ponovnega poziva kulturni, narodni, državniški in politični sferi Republike Slovenije. Spomenik bazoviških junakov izpričuje našo narodnostno prisotnost, tako kot ostali spomeniki Enobeja, kot ostali kulturni spomeniki, kot slovenski kulturni domovi in druga obeležja, ki v zamejstvu, tako pri nas med Slovenci v Italiji, kot na Koroškem in Štajerski in Avstriji, ter v Porabju med Slovenci na Madžarskem, sodijo v kulturno zakladnico, kulturno dedično slovenskega naroda. Ponavljam, sodijo v kulturno dedično slovenskega naroda. Mnogokrat bi bilo marsikaterega slovenska ministra in druge odgovorne funkcionare mučno prepričevati, da meje slovenskega kulturnega prostora oziroma slovenski svet ne omejujejo državne meje Republike Slovenije in da so takšne ustanove, kot je tako slovenski kulturni dom v Gorici, pa tudi druga slovenska obeležja, sad in izraz požrtvovalnega dela slovenskega človeka, ki je živel in se krčevito, a dostojanstveno zavzemal za svoj obstoj na svoji zemlji. Naslednji poziv je namenjen italijanskim oblastem. Predsednika Slovenije in Italije Danilo Kirk in Giorgio Napolitano pa na nedavnem sreči v Ljubljani izpostavila vlogo slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji kot vrednost in razlog za poslejše sodelovanje med državama. Predsednika sta nakazala podreševanje odprtih vprašanj, sedaj pa je naloga rimske in slovenske vlade, da še posebej deželne krajevne uprave, da udejanijo dane obljube. Če italijanska in slovenska manjšina resnično predstavljata preseženo bogatstvo, potem jim je nujno potrebno omogočiti, da to vlogo aktivno upravljata, polnokrvno, z vsem elanom, ki ga zmoremo, in ne kot v sedanji praksi, za stalni skrbi za golo preživetje ter krpanjem pravkar doseženega. V prejšnjem stoletju so bile jezikovne manjšine vse prevečkrat predspeza za vojaške napade, okupacijo, nasilje in orodje za ekspanzionistično politiko posameznih držav. Slovenska narodna skupnost v Italiji ne želi biti nikakršen kanon spotike med državnih odnosih. V novem tisočletju želimo biti pristen in čvrst simbol evropskega stoletja, miru in dobrososedskih odnosov. Istočasno pa tudi na vse pozitiven, privlačen vsestranski subjekt razvoja, ne le območja, na katerem živimo, ampak širšega srednjeevropskega prostora. Prepričan se namreč, da Slovenci v Italiji znamo biti tudi to.
Brez figo v žepu nam je treba omogočiti, da uresničujemo našo vlogo. Saj nam, kot državljanov Republike Italije, ni vseeno, če so območje, na katerem živimo, gospodarsko in socialno razvija ali pa nazaduje. Spoštovani gostje, prijatelji, tovarišice in tovariši. Dovolite mi, da se v zaključku razmišljam dotaknem še vprašanja kolektivnega spomina, ki glede na predvojno in povojno dogajanje tako v Sloveniji kot Italije večkrat tarča ostrih, insceniranih in zavajajočih polemik. Kolektivni spomin ni ekvivalenten kompromisnemu, dogovorjenemu ali usiljenemu spominu, ki v večino primerov teži k brisanju identitet in zasenčenju ideoloških in vsebinskih razlik. Ne pristaja na kompromise pri pomnjenju spomina, ne pristaja na težnje pozabi, kar naj bi obrodilo enakopravno priznanje nasprotujočih si in sprtih strani. Ne pristaja na tovrstna gledanja, ne pristaja na spravo, ki bila sprejena površno in na hitro zaradi golega kratkoročnega političnega interesa. Tudi pri oblikovanju kolektivnega spomina nikoli ne smemo spojiti in enačiti pomiritve s spravo. Saj ni mogoče spraviti tiranije s svobodo, tako kot ni sprejemljivo enačiti krvnikov in žrtev. Dovolite, da zaključim. To ne pomeni, da ne zmorem pietete, obžalovanja in spoštovanja vseh žrtev. Saj tudi zame, ki ne verjujem v posmrtno življenje, vsako življenje na vse dragoceno. Z mojega gledišča pa eno izmed najpomembnejših vprašanj našega bivanja na tej zemlji ni, ali bomo dosegli pravičnost po smrti. Veliko bolj me zanima enakopravnost v tem življenju. Hvala.